Jaz zadnje čase bolj kot o trajnostni mobilnosti govorim o dostopnosti. Prepričan sem namreč, da je mnogo poti možno sploh preprečiti, če so naše destinacije blizu. Torej, ne iti od A do B, da je to čim hitreje, ampak A in B postaviti, zgraditi čim bliže. In naša mesta so včasih že bila takšna, se pravi, nisi potreboval avtomobila in mislim, da si moramo prizadevati zgraditi družbo, ki bo dostopna vsem, ne le ljudem, ki imajo avtomobil. In šele, ko začnemo o dostopnosti razmišljati, mislim, da lahko pridemo do neke pravične mobilnosti, ki omogoča vsem članom družbe, tudi tistim, ki nimajo vozniškega dovoljenja, in teh je vsaj tretjina, da lahko pridejo kadarkoli na svoj cilj. In razlogov za gradnjo take trajnostne prihodnosti je izjemno veliko. Skrb za okolje, skrb za človeka, skrb za družbo, ker recimo jaz pogosto opažam, da človek, ki se usede v avto, praktično neha komunicirati z okolico, gleda svet skozi vetrobransko steklo, medtem ko jaz, ko grem po mestu peš ali s kolesom, se ustavim, če vidim človeka, ki ima težavo, ga pozdravim. Skratka, je družba, ki je meni bistveno bliže kot družba, ki sloni na avtomobilu. Jaz sem najraje na kolesu, saj to je jasno. Zelo rad uporabljam tudi javni potniški promet, ker se mi zdi to učinkovito. Ne zdi se mi smiselno, da je zaradi moje poti na cesti še en avto več. Skrbi me, da je v Sloveniji recimo zasedenost avtomobilov zelo nizka, več kot 80% vozil je samo voznik in to se mi zdi potratno. In potem, ko gradimo ceste, v resnici gradimo prihodnost, kjer je pomembna pretočnost vozil, ne pa pretočnost ljudi. Če bi bil kriterij pretočnost ljudi, potem najbrž ne bi širili cest. Tle se pogosto ujamemo v črno luknjo načrtovanja oziroma širjenja cest. Namreč tudi radio pri tem pomaga z prometnimi obvestili, ki poroča o zastojih, potem ima družba občutek, da so zastoji največja težava te družbe, ampak kaj se zgodi? Se pravi, imamo cesto, na kateri so zastoji, zgodi se pritisk, da se cesto razširi, cesta se razširi in ker omogoča večjo pretočnost, se še več ljudi odloči, da bo šlo z avtomobilom, cesta se ponovno zapolni in ponovno se zgodi pritisk in ponovno bomo širili cesto. In to je nek krog, ki ga zelo dobro poznajo v Kaliforniji, zelo dobro ga poznamo tudi v Sloveniji, zdaj je velik pritisk na širjenje avtocest, recimo proti Ljubljani, ampak moje mnenje je, da to ne bo rešilo ničesar. Žal imajo načrtovalci prometa to slabo navado, da vedno načrtujejo, projicirajo rast prometa v prihodnosti. Kaj pa, če bi načrtovali za manj avtomobilov in gradili dostopnost javnega potniškega prometa? In tlele je Slovenija izrazit slab primer. Že 30 let pospešeno gradimo avtoceste oziroma infrastrukturo za avtomobile, medtem ko je število potnikov javnega potniškega prometa praktično stagniralo. In to je dokaz, da delamo nekaj zelo narobe. In moj nasvet bi bil pač, ne želim nikogar naganjati z avtomobilov, ampak ljudem je treba dejansko tudi zaradi te prevozne revščine dati možnost, da imajo stvari blizu in da so mobilni. Ampak tak scenarij žal ni najbolj politično priljubljen in recimo jaz ne prodajam nobenih radikalnih idej, ker če bi jaz predlagal radikalno idejo, bila moja ideja prepovejmo avtomobile. Moja ideja je omejimo avtomobile in mislim, da je to razvit svet že doumel, omejuje hitrosti, omejuje dostope in dejansko dela prostor malenkost bolj pravičen. Recimo po mestu, jaz živim v Ljubljani, lahko pridem iz enega konca na drugega z avtomobilom, ampak ni nobenega razloga, da bi bila ta pot najhitrejša in najbolj enostavnejša. Naj bodo poti z javnim prometom hitrejše, bolj udobnejše kot pa avtomobil. In žal za večino poti v mestih velja, da je z avtomobilom še vedno najlažje. Se pravi, postavili smo premalo ovir in kar smo zgradili, to pač imamo.